Sem začela glas poslušati malo drugače kot nek nosilec kakršnihkoli sporočil, ampak le v tem primeru cmok v grlu bolj tako kot nekaj, kar bi lahko bil čist sam zvok. In pol seveda, kar se glasu tiče, bi pač v mikrofonu rad slišal sam glas, ne pa vseh teh stvari, ke so. Mene so pa te stvari začele zanimati. Nekako odpre neko drugo pokrajino, ke niti ni toliko, seveda je zvočna, ampak niti ni toliko povezana z glasom, kakor je pa mogoče s telesom. Tako. Ampak da to, kar tišči, ni nekaj, kar bremza, ampak da je to, kar tišči, tisto, kar poganja. En trk med zrakom pa med glasilkami pa pol, kako vse to odmeva. Neka linija mogoče enega joka se mi pa skozi nekako, nekako se mi vpleta tako pod nogami. Cmok v grlu niti ni mogoče toliko, kar se glasu tiče, ampak ima bolj veze z enim okoljem, znotraj katerega je glas nekako, zasajen. Nekaj, kar ima cmok, je pol ves ta prostor tule, ke ima zelo veliko enega prostora, kjer se zvok lahko giba, odmeva, nekako dela, ne. Cmok je to, kar bi rad mogoče našel besede, pa ne gre ven, ne. Ampak je en zelo, emotiven ali pa psihološki ali pa en energetsko zelo na visoki frekvenci naboj, ke se ti zgodi. In meni je ta, da ga v bistvu, ne greš interpretirati, ampak mu samo pustiš, v mojem primeru, neki zvočni izraz. A ne? Pri cmoku v grlu je fokus res samo na eno to zvočnost, pa je mogoče ena taka malo bolj za mene mikroskopska slika. Ja, dobi, kar naenkrat se dobi ali pa se počasi prkotali ali pa ga že čutiš, pa bi se ga rad znebil, pa pač ne gre, ampak ti dve mišici majhni, ke se skupaj spravita, v bistvu, kje pride do ta prvega. To ni glas. Konica jezika, koren jezika, mehko nebo, bolj spodaj v grlu, v bistvu zrak, zobje. Da bi imela lahko tako nekako, natančno, kirurško, da bi točno lahko zagrabila, a ne, tako en zokec ali pa ga podaljšala. Tako da ja, na neki način se mi zdi, da imam zelo nekako postavljene tudi poimenovane stvari, kaj počnem, po drugi strani je pa kljub temu, da so pač nekako poimenovane, da so določene, je znotraj eno zelo veliko polje, kjer se mi stvari pač vsakič sproti zmuznejo in so tudi nedosegljive. Ta materija mi ni tako na razpolago. Se mi zdi, da moram vsakič delati, da pridem do nje. Da skozi nekako jadraš med tem, v bistvu, kaj bi rada slišala, pa med tem, kar slišim. Ni zdaj, ne, pač cilj neki zvok, ampak je vse to, kar se pač vmes razpira. Teh pozitivnih frustracij je lahko veliko, zaradi tega, ker, ena osnovna je ta, da moram dihati, a ne. Ta mi gre najbolj na živce. In potem, ko vdihnem, se nekaj spremeni. In to so tako fine zadeve, od tega, da se mogoče mi grlo pač za ne vem koliko procentov majčkeno bolj izsuši, ke sem to naredila in je izsušilo in ni več ista prožnost in ne morem do istega zvoka priti. Ampak ta inštrument je pa majhno bolj neizprosen v tem, kaj razkriva, tudi v tem, kar neki človek zmore ali pa kar ne zmore, a ne. In ja, temu se pa pač res ne moreš izogniti, tej, intimi pa osebnosti, no. Ja.
puh, da, ja.